dan, lepo pozdravljeni na današnji tiskovni konferenci, ki jo je sklicala Slovenska matica, zato da bi, čeprav je še zimski čas in čebele, profesor Gogola bo najbrž lahko o tem več povedal, še delno prezimujejo, kaj ne, morda že kaj kukajo, ampak kljub temu zimskemu času seveda bi radi nekako poklonili današnjo besedo nekemu izjemnemu živemu bitju, ki se imenuje čebela, in besedi, ki je letos oziroma 2018 bila razglašena tudi za slovensko besedo leta. Torej, čebele danes na cvetu in v svetu. O njih je pisala izredna članica Slovenske akademije znanosti in umetnosti, vojna doktorica, profesorica Marija Stanonik. Morda bi za začetek povedala samo še nekaj besed, preden prepustim besedo našim današnjim imenitnim gostom, profesorici dr. Mariji Stanonik, ki sem jo že omenila, pa izrednemu članu Slovenske akademije znanosti in umetnosti, profesorju dr. Marku Snonu in pa leksikografinji Ljudmili Bokal, ki se je ukvarjala predvsem s terminološkim slovarjem o čebelah. No, in preden, kot sem rekla, predam besedo, bi rada povedala, da je v letošnjem naboru knjig, ki jih je pripravila Slovenska matica in ki sem jih prevzela z majem 2018, ko sem nastopila delovno mesto urednice, bilo tole delo o čebelah eno od mojih ljubših opravil. Ljubih zaradi tega, ker sem v njem odkrila ne samo izjemne dragocenosti, ki jih je podrobno bitje nekako zapustilo ali pa pustilo v slovenskem narodu, v slovenskem jeziku in tudi v slovenski kulturi, literaturi, zakaj prav s temi vprašanji se današnja knjiga ukvarja. Njen podnaslov je Čebela v naravi in gospodarstvu, slovenski kulturni zgodovini, slovstveni folklori in literaturi. V 15 poglavjih dr. Marija Stanonik zaobjema svoje, bi rekla, skoraj 10-letno raziskovanje simbolike čebel, njenega pomena za vsa ta področja, ki sem jih naštela. Začenja svoje delo z vprašanjem, seveda etimološkimi vprašanji o čebelah, kratko oriše tudi pomen čebele v antiki in antični literaturi. Potem pa sledijo obsežna poglavja, v katerih prikaže najprej prve strokovne zapise o čebelah in čebelarstvu, predvsem pa izjemno dragocene vire o čebelah v slovenski literaturi in literarjenju. Zatem sledijo bolj etnološka vprašanja o čebelah v, recimo, slovenski kulturni zgodovini, torej kako so slovenski čebelari počastili svojo čebelo, bodisi svojo arhitekturno, pa tudi z kulinarično dediščino, ki so nam jo danes zapustili, in pa nazadnje še poglavji o čebelah v gospodarstvu in čebelah v politiki. To slednje poglavje seveda ne more mimo izjemnega dogodka, ki smo ga doživeli Slovenci lani. To je bil 20. maj 2018, ki je bil razglašen za prvi svetovni dan čebele. To je izjemni dosežek slovenskih čebelarskih društev, ki so dosegli, da je tudi čebela dobila svoje mesto v svetovni duhovni dediščini. In zdaj predajam besedo
profesorici, doktorici Mariji Stanonik, da tudi ona veliko bolj temeljito od mene predstavi svoje delo. Hvala lepa. Hvala lepa za besedo, prav lepo vsi pozdravljeni. Veselimo, da smo se zbrali skupaj danes. Se bom vesela, samo to, da vas pozdravim. Veselimo, da smo skupaj v tako pomembnem dogodku, vendarle, čeprav sem zdaj že malo se oddaljila od tega dela, ker imam že druge obveznosti pred seboj, ampak še zmeraj sem nekako čustveno nisem odtrgala od njega, to je res. Najprej bi se srčno rado zahvalila vsem sodelavcem, sodelavkam, ki ste mi pomagali pri tem delu, pri zbiranju gradiva. To je bilo vsaj pol leta se je zavleklo delo prav zaradi tega, ko smo na koncu iskali ustrezne fotografije. Eno sodelavka je tukaj, ki ve, koliko časa smo se pri tem zadržali, pa da smo izbrali potem na koncu dobre fotografije, to je pa gospa tajnica Slovenske matice. Zbranih je čez 500 fotografij, od tega jih je čez 100 vključenih v knjigo, tako da je tudi po tej plati knjiga neke vrste novost, novum, ker želela res imeti nove fotografije. Predvsem me veseli, da je kar nekaj od teh tudi iz našega zamejstva in od Slovencev po svetu. Prav zaradi njih je bilo veliko dopisovanja dela, no. Vključene so pa vse celine, od Avstralije, Argentine, skratka Južne Amerike, Severne Amerike, Evrope. No, če bi se obrnila na misionarje, pa se nisem, ne vem, kaj bi tam našla, mogoče tudi kaj. Ampak gospod Gogala ve, da je tudi afriška čebela pravzaprav lahko kar navadna naši slovenski čebeli oziroma kranjski sivki. Tako sem gotovila iz člankov o gospodarskem pomenu naše sivke. Kako se je začelo, da ne bom pozabila, pa da ne bom preveč samo zavestna, to se pravi, nas se obračala, da pa vendar je dala nekaj, tukaj je prednost kolegici na levi strani, da pove, ali pa Marko tudi mogoče najprej, kaj je, ne? Ja, mislim, da je tako boljše, se opravičujem. Hvala za besedo. Kolegica Marija Stanonik me je prosila, pravzaprav, da bi danes tukaj pred vami seciral čebelo. Seveda ne živo ali mrtve živali, temveč živo besedo. To je tisto, ki jo v knjižnem jeziku danes izgovarjamo kot čebela. Tudi v mnogih osrednjih narečjih ji danes še rečemo čebela. Etimološko seciranje besede sestoji iz več zapovrstnih postopkov, med katerimi je prva primerjava. S primerjavo namreč dosežemo oziroma doženemo, kakšna je bila beseda ob svojem nastanku. Primerjamo jo s tistimi sorodnimi besedami, za katere menimo, da so se v teku stoletij razvile iz istega izhodišča, iz istega izvora. Torej iz istega izvora kot naša knjižna čebela. Že slovenščina sama nam da misliti, da se je beseda prvotno glasila drugače, saj imamo v tem pomenu v naših narečjih izvorno v naših narečjih imamo pravzaprav, sploh v obrobnih narečjih, se beseda glasi tako, da je najprej dvoustničnik, potem pa č. Torej, že višje gor na Gorenjskem in na Koroškem imamo bčeva. Potem je na Kostevskem je žbela, ampak v Bovcu je pšjela, potem je v Prekmurju včela in najdejo se tudi primeri brez tistega p-ja, spredaj spravi samo čela. In takoj, ko sem knjigo odprl,
je prva stvar točno dokumentacija tega. V Folkmarjevi pesmi je čele ali jesenska grozovitnost. Čele, ne pčele, ne bčele, ne čebele, ampak čele. Kaj iz tega lahko sklenemo? Ko vzamemo v primerjavo še druge slovanske jezike, kot je recimo hrvaško in srbsko sploh štokovsko pčela, rusko pčela, češko pčela, potem ugotovimo, da se je beseda prvotna po vsej verjetnosti glasila drugače, namreč tako, da je bil najprej b, potem pa č. In to nam potrjuje stara cerkvena slovanščina, kjer se glasi bčela, z nekim poglasnikom, ki je bil ujevske barve, torej nekoliko starejše, če gremo zdaj nekaj do 7. do 6. stoletja, lahko rečemo, da se je ta beseda glasila bučela. Naglasi bo tudi na koncu, pa je potem po zakonitostih, ki jih dobro poznamo, prešel na srednji zlog, tako kot pri siroti, recimo, kjer je sirota. Očitno se je v srednjih slovenskih narečjih prišlo do neke metateze, do nekega premeta soglasnikov, torej iz bčela je nastalo čebela, tako kot je recimo iz skedela nastalo skleda. Skedela je seveda izposojenka prek romanskih jezikov iz latinskega skotella. Iz iste skotele imamo Slovenci danes skodelo, imamo pa tudi po metatezi, po premetu imamo skledo. Torej ne skedelo, ker to je neizgovorljivo, in namesto skedele imamo skledo. Ob upoštevanju teh spoznanj primerjalnega jezikoslovja in iz gradiva, ki sem ga navedel, predvsem iz drugih slovanskih jezikov, ugotovimo, da se je v praslovanščini, torej pred 60 generacijami, okrog leta 550, beseda glasila bučela. In naslednji korak k etimološki pojasnitvi besede je morfološka analiza. To je po domače povedano, če imamo trizdolžno besedo, kot je bučela, je to nemogoče, da je bila korenska beseda, ima koren, ima prifono in ima končnico. Končnica je a, ker je beseda ženskega spola, sufiks je pa el, skupaj s končnico, torej ela. In ta pripona je ista, kot je v približno istem času nastali besedi žužela. Manjšalnica od žužela je današnja naša žuželka. In žužela je tvorjenka iz besede žužati, ki pomeni brenčati. Mi danes poznamo žužnjati kot nekaj žužnja. Prav žuželke rade, ker še žužnjajo. In če je torej žužela iz žužati, potem je bučela iz bučati in imamo v praslovanščini ali pa nekoliko kasneje dva glagola bučati, en je z dolgim ujem, en je s kratkim. In ta z dolgim ujem se nam je ohranil kot naš slovenski bučati in pomeni doneti z zamolklimi temnimi glasovi. Medtem ko tisti z nekoliko krajšim ujem je pa pomenil nekaj bolj drobnega od bučanja in grmenja in to je brenčanje. In bučela je torej prvotno tista, ki brenči, oziroma če zdaj ta koren praslovanski bč zamenjam s tistim, ki pomeni isto kot danes, z istopomenskim današnjim, to je brenč, brenčati, potem je bučela preprosto, če bi jo danes naredili, bi rekli brenčela. In to je to. To je zgodba o čebeli. Gre pa za slovansko tvorenko, torej že najbližji drugi jeziki imajo drugo besedo za čebelo. Tako tudi vsi preostali evropski jeziki, latinsko je, kot veste, je apis, grško milita, kaj še bijene, angleščini, tako naprej. Hvala lepa. Hvala profesorju dr. Snoju za tako temeljito etimološko razlago izraza.
En delček tega je seveda navedeno prav v prvem poglavju knjige, o kateri danes govorimo. Bi pa morda ob tej priložnosti izkoristila še malce vas za vprašanje, kako pa je prišlo do odločitve, da je čebela slovenska beseda leta. Torej, to je demokratična izbira tistih, ki so glasovali. Na Inštitutu za slovenski jezik, ko prirejamo to, oziroma imamo izbor za besedo leta, najprej pozovemo slovensko govoreče, da naj predlagajo, katere besede bi bile primerne za besedo leta. In ta natečaj pravzaprav traja vse leto. In lani je prišlo, mislim, da okrog 200 predlogov. Potem se zbere strokovna komisija, katere član sem tudi jaz, in pogledamo, kaj so najbolj zanimivi kandidati. In izmed teh 200 kandidatov potem komisija izbere 10 takih, ki pridejo v ožji izbor. Od teh 10 se pa potem glasuje. Glasuje se pa spet na različne načine, v glavnem spletno, seveda. Tudi razglednico lahko napišete, pa pošljete, tam tudi tisti glas upoštevamo. In potem tista, ki izbere pač največ glasov, je zmagala. In lani je bila to čebela, ker je izrazito pozitivna beseda, je taka klena slovenska, bi rekli. In ker smo prav Slovenci zaslužni za čebelo, zato, da ima čebela svoj dan. Tako da pravzaprav od prvega dne glasovanja je prav ta beseda vodila. In je fino in prav tako. Tudi nas zelo veseli na Slovenski matici, pa ne zato, da izkoristimo priložnost, seveda, ker je čebela beseda leta in mi o čebeli spregovarjamo v knjigi, temveč zato ravno iz tega razloga, kot je profesor dr. Snoj omenil, zato, ker je to pozitivna beseda. Skratka, čebela je tista, ki je izredno zaznamovala slovenski prostor, slovensko kulturo, slovenskega človeka, njegovo delovanje. In gospa Ljudmila Bokal, vi ste zbrali en sklop vseh besed, ki so s čebelo povezane, da pri besedi še nekoliko ostanemo, v terminološkem čebelarskem slovarju, ki ste ga izdali leta 2008. Koliko je teh besed, kako in koliko je slovenski človek o čebelah govoril? Moram reči, da je slovenski človek zelo tesno povezan z čebelarstvom, s čebelami. To se pozna posebej v njegovem izrazju, ker imamo veliko besed, ki so tako rekoč, ki se enačijo z izrazi, s katerim ogovarjamo človeka in z njegovimi lastnostmi. Enačijo lastnosti čebel in človeške lastnosti. Tako je bilo v lanskem praznovanju prvega svetovnega dne čebel večkrat slišati, da je čebelarjenje področje, ki je najlepše za človeka priraščenega na zemljo, da je tako rekoč poezija kmečkega dela. In kaj je značilno za poezijo? Oseben odnos. Ugotavljanje, kako je ta viden v slovenskem čebelarju, se tako ustavijo v njegovem besedju. Slovenski človek je oboje tesno enačil. Pri tem ne gre samo za splošno znan izraz, da čebela umre, kar je kaže na etiko živali. Tovrstna navezanost je razpoznavna tudi z izrazi sorodstvenega razmerja, z izrazi za opisovanje lastnosti čebel, kot so krotkost, nabiralna vnema. Čebele so žalostne, tudi sovražijo. Najde se celo izraz butasti trod. Konec koncev je ta oseben odnos tudi viden v posebnem pozdravu, naj medi. Pozdrav izraža naklonjenost, spoštovanje,
Poleg čebelarstva ga imajo gasilci, rudarji, smučarji. Razlika med njimi je le v tem, da je v teh strokah deležen pod zdravo človek, v čebelarstvu pa je namenjen živali in z njo neločljivo povezani dejavnosti. Konec konca se zavzetost nosilcev stroka do predmete svoje obravnave kaže tudi v tem, da ima svoj slovar. Registracija besed v slovarju je dokaz, da ima stroka svoj predmet raziskan kot pojmovni sistem, ki je tako rekoč praktično dostopen. V zbranem besedu je mogoče raziskovati metajezikovne posebnosti stroke, njene poimenovalne stilnice, strukturiranost pomenskih sestavin, prevzetost izrazja. Ob zadnji terminografski postavki dodajamo, da ima čebelarstvo staro in zelo slovensko izrazje. V čebelarskem slovarju je en sam angleški izraz. V jezikoslovju sicer velja, da naj bi bilo s terminološkimi slovarji izrazje poenoteno, da je s tem raba izrazov jasna, enoumno določljiva, kar je zahteva praktične stilistike. A tukaj naj kot urednica čebelarskega slovarja poudarim, da naj to velja le za strokovna besedila. V prostem govorjenju naj čebelari le govorijo o ženitovanskih, svatovskih ali svadbenih poletjih in ne o paritvenih, saj bi se s tem siromašilo prav tisto, kar je naša posebnost. Sodobna leksikografija izhaja iz gradiva. Gradivo pa je mogoče pridobiti iz literature, v kateri posebno mesto zavzemajo strokovna glasila. Tudi čebelarstvo ga ima. Slovenski čebelar je edina slovenska strokovna legija, ki ni menjala imena in neprekinjeno izhaja od leta 1898. Lahko rečemo, da stroko polno zaživi, ko ima svoj slovar in svoje glasilo. Čebelarstvo od leta 2008 oboje ima. Čebelarski terminološki slovar je izdala terminološka sekcija Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. Iz slovarsko zbranega izrazja je mogoče ugotavljati interdiscipliniranost stroke. Pogosto se njen razvoj opaža prav z interdisciplinarnimi izrazi. Z njimi stroka širi in poglablja svoj predmet. S tem pa se kaže razvoj določenega strokovnega jezika in vzporedno z njim tudi splošnega, slovenskega. To je pa cilj vsakega nacionalnega jezika. S tem poudarkom na razvoju jezika končanto jezikovno čebelarjenje, katerega poseben odraz je tudi knjiga akademikinje Marije Stanoni. Naj bo dano slovenskim čebelarjem še veliko moči, da bodo dobro čebelcali. Tudi ta izraz najdemo v čebelarskem izrazju, posredno pa se navezuje na izbrano čebelo leta. Upajmo, da bo zajeti v prenovljenem čebelarskem slovarju. Jaz sem kar prebrala, nisem posebno govorila, ampak... Ne, zdi se mi, da je vaš prispevek iskrena hvala imeniten uvod v knjigo. Namreč naša današnja gosta sta tako imenitno naredila uvod, da moje besede skoraj ne bi bile potrebne. Namreč še bolj natančno sta osvetlila to prvo poglavje, ki je naslovljeno kot poimenovanje v knjigi Čebela na cvetu in v svetu, hkrati pa že pokazala, kako blizu je bila čebela slovenskemu človeku. Da mu je bila enaka tudi v izrazoslovju, kako jo je naslavljal in kako se je z njo pogovarjal. In, profesor dr. Stanonikova, tudi vam so postale čebele, kaj ne, drage in dragocene prijateljice. Kako se je to zgodilo? Zdaj pa le stopiva k tistim začetkom, ki ste jih hoteli prej povedati. No, najprej se zahvaljujem mojima sogovornikoma, da so tako temeljito res predstavila prvo poglavje iz knjige, v kateri je povzetek nujnih raziskav in ugotovitev nujnega dela seveda vključen. Ampak jaz sem res želela, da sodelujete danes na tej predstavitvi, da smo na ta način poudarili, da je čebela beseda leta.
Zdaj pa grem k moji predzgodovini, bi lahko rekla, kratka prva knjižica na to temo je Čebela, žlahtna spremljevalka slovenske kulture, ki so jo naši čebelarji zelo, zelo lepo sprejeli. In jaz sem, nastala je po 90-letnici čebelarske družine Žiri in jaz sem sklepala, da sem s tem svoje delo opravila. Namreč v njej je zgodovina čebelarskega društva Žiri današnjega, pa nekaj malega tudi o čebeli v slovenski kulturi. Očitno že takrat sem opazila to veliko predanost oziroma povezanost slovenske kulture, slovenske biti, bi lahko rekla, s čebelo. Če začnemo z našimi eminentnimi ustanovami, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Akademija Operazorum, 1693. leta so vsi njeni člani za svoj simbol izbrali čebelo in v to posebni knjigici tudi v latinščini predstavili, oziroma ni čisto jasno, kdo je to sestavljal, ta besedilca. Vsak od teh gospodov akademikov je predstavljen z neko lastnostjo, ki so jo navezali na čebelo. In vsak ima tudi likovni emblem, ki se navezuje na čebelo. Potem imamo Slovensko matico, v katere prostorih smo in bomo vsak čas praznovali spet, oziroma se spominjali častitljive obletnice. Slovenska matica, sploh se ne zavedamo, to gre kar mimo nas, da je v bistvu izhodišče za njeno ime čebela. Potem se navezuje na njo tudi glasbena matica, ki je zelo pomembno vlogo opravila tudi v naši glasbeni zgodovini, povezavi z našo identiteto, seveda, na to pitiram. Potem je Slovenska izseljenska matica, na katero imajo eni take, druge drugačne spomine. Potem je matica kot država. Prav v tem prostoru sem se zavedala tega in tudi namenoma želela poudariti to dejstvo, tudi z enim od predsednikov, ki je prostoval te ustanovi, in še druge take zadeve. Potem seveda Kranjska žbelica, naše pesništvo, vrh našega pesništva je povezan s čebelo pravzaprav. Potem želim omeniti, kar sem žal prepozno odkrila, oziroma nekako zavestila, da je Janez Blajvajs, tudi predsednik Slovenske matice, ob začetku izdajanja kmetijskih in rokodelskih novic za svoj emblem pod naslovom dal natisniti čebeli panj. Kaj to pomeni? Da je takrat čebela v slovenskem gospodarstvu še imela tako pomembno vlogo, da niso šli mimo nje. Zraven sta sicer tudi grablja po kosu, ampak so tako imajo opazne, panj je pa zelo izrazit. No in ko sem bila zdaj pred kratkim v Argentini, moram tudi to povedati, ker mi je hudo, da ni v knjigi, čeprav se je zelo zavleklo, sem prej poudarila zaradi fotografij, ampak še malo premalo, da bi dala zraven tudi imenitne slike Barje Remec, ki je upodobila pač španske končnice, ampak z bogonsko problematiko, z bogonsko motiviko. Skratka, čebela kot taka je zelo inspirativna, zelo navdihuje naše umetnike, znanstvenikom pa daje veliko dela, no tako bi lahko rekla. Gospodarstvenikom pa skrbi, in to je v bistvu srž moje knjige, no, ne rečem moje naše knjige, bi bilo mogoče še bolje reči. Skratka, res se še enkrat zahvaljujem tukaj nekaterim, vsaj zastopati tiste, ki ste mi, ki so mi zelo, zelo veliko pripomogli, da je knjiga tudi tako bogato opremljena, da bi pa mogoče vendarle nekako predstavila vsebino te knjige. O poimenovanju smo izvedeli že iz boljših rok. Potem začela sem seveda v naravi, kako se je vsaj po virih, do katere sem jaz naletela, bom rekla, verjetno so še boljši kje, ampak žal nisem temu tako temeljite pozornosti posvečala, kot verjetno ta problematika zasluži. Skratka, kako je vsaj po teh virih pravim, se čebela začela pojavljati na svetu, v Evropi in potem v Sloveniji. Zelo me je veselila problematika oziroma poglavje čebela v starodavnih kulturah, kjer se je videlo, da je že
že od Egipta naprej čebela doživljala zelo, zelo pomembno vlogo v naši pač človeški zavesti, ne samo slovenski zavesti. In potem seveda s krščanstvom verjet. In prvi slovenski zapis čebele je v Trubarjevem, v enem od Trubarjevih prevodov Svetega pisma. No in potem je naslednje poglavje, ki je pa temeljito, vsaj misleno, obdelano, je pa prvi slovenski strokovni spis o čebelarstvu. Začne se seveda s slavnim Janezom Vajkardom Valvazorjem, v slavi Vojvodine Krajinske v nemščini, ker sem bila malo poparjena, da čebela uvršča med golazem. Ja, očitno takrat se je pač tako obravnavali, oziroma ni imel za to poglavje. V vrstu je tisto poglavje, ker obravnava tudi druge manj ugledne žuželke, no. Za našo pestrost v naravi so pravzaprav gotovo tudi veljavne oziroma potrebne. Pač pa Valvazor zelo poudarja vrednost čebelarjenja, medico, predvsem medico poudarja, kako jo izvažajo iz Kranjske v druge avstrijske dežele. Že takrat je z gospodarskega vidika čebelarstvo imelo zelo pomembno vlogo. Potem daje tudi zelo natančen recept, kako se pečejo medenjaki, bomo danes rekli. Potem so, to pecivo so pekle predvsem redovnice, nune, in potem je ta vednost, to znanje prešlo iz kloštrov, tako rekoč, tudi na deželo med ljudi in ostanek tega so danes loški kruhki, pa dražgoški kruhki, tako zelo na kratko. Potem Hipolit, Svet v slikah, ima pa 1711. leta prvi slovenski zapis o čebelah, ampak je prvot iz češčine. Skopoli pa v enem svojih del že strokovno govori o tej problematiki, o entomologika, karniolika. Tukaj še ni razčiščeno, kakšno je razmerje med njim, pa med Matejem Furlanom, Antonom Humlom, to so zadnja novo odkritja. Tukaj se pa še marsikaj razčistilo. Potem že pride tako kronološko gledano na vrh slavni Anton Janša, cesarski učitelj, cesarica Terezija ga je povabila na dvor in on je prvi, ki je na podlagi svojih lastnih izkušenj svoje znanje podajal tudi drugim. In iz tega se tudi vidi, da v času merkantilizma je cesarica Terezija se zavedala pomena čebelarstva in skušala, se trudila za njegov napredek in razvoj. Potem zmeraj imajo med čebelarji, vsaj med gorenskimi, neko tiho rivalstvo, neko tiho trenje med ugledom Janezom Antonom Janšem pa Petrom Pavlom Plavarjem. On še zmeraj nima take cene, kot bi jo zaslužil, vsaj po mnenju nekaterih, ker on se je pa trudil prav za slovenskega kmeta, in mu ga učil, kaj in kako lahko pridobiva s čebelarjenjem. Pisal je tudi slovenske članke oziroma pač spise, pa jih žal tedanja kmetijska družba ni nekako spravila na dan, jih je kot zatajila oziroma izgubila, skratka tukaj so različne interpretacije. To se pomeni celo poznala med seboj, Peter Pavel Glavar pa Anton Janš, ampak več kot to ne bi spuščala. Potem Štajerske je pa prvi avtor na to temo Janez Goličnik, ki je prevedel v slovenščino prvi Antona Janšaja popolnoma podvučenje za vse čebelarje. Namreč Janša je svoje delo v nemščini izdal, in šele pozneje bilo prevedeno v slovenščino. Potem imamo vzhodnega konca tudi Petra Danka in tukaj je naslov, značilno smo prej slišali njegovega dela čelarstvo. Nič ne čelarstvo, ampak preprosto čelarstvo. Potem pride Jurij Jonke, danes lahko rečemo nemški kočevar, kočevski Nemec ali pa kočevar, ki je najprej enojezično, potem pa dvojezično izdal Kranjskega čebelarčika, in katerega je bil zelo gorak, mimogrede Fran Levstik, češ da ne ustreza novosti tistega časa, v katerim je
Jaz bi zelo sledil, ampak žal ni tega svojega počestva spravil na dan, je ostalo v rokopisu in šele pred nekaj leti je išlo potem na prizadevanje čebelarskega društva v Velikih Laščah. Potem na Koroškem je zelo cenjen Fran Lakmajer, mimogrede sem omenila tudi Matijo Valjavca in tako naprej. Zelo mi je bilo pa všeč tudi meni za osebno članek v vrtcu, to je za otroke sicer, ampak sem se zelo veliko naučila iz članka iz temne zgodovine čebeljega življenja. Tam pove med drugim to, kar sem bila silno zaprepadena, kako vsako jesen čebele umorijo trote. Pa tudi, kaj vse, kakšno hudo rivalstvo je med žuželkami med seboj, podobno kot med ljudmi. Jaz sem bila čisti sebe, ko sem brala ta članek. Sicer namenjen otrokom, ampak zelo koristno tudi za odrasle. Potem pride na vrsto poglavja Čebela v slovenski kulturi, Akademijo Rozovem smo že omenili, potem Janez Svetokriški parogerij Ljubljanski, v bistvu se vključujete v krščanski kulturni krog, zelo cenite čebelo kot zgled za kakšne kvalitetne lastnosti svetnikov. Svoj zaokrožek je že bolj, kaj bi rekla, ustreza merkantilističnemu času, po katerem je obstajal. Kranjsko čebelico smo že omenili in jo tudi več ali manj poznamo. Slovenska čebela pa slovenska bečela sta bili zelo kratkega diha, prva samo 3 mesece, druga 2 leti. No, potem pa pride 1843, to sta glasili, no, ki jo je najprej izhajala v Celju, potem je poskušal jo oživiti, ampak ni šlo. Slavni, jaz bi zelo cenim, Anton Janežič v Celovcu kot urednik in vsestranski, kaj bi rekla, zaslužen človek za razvoj slovenske kulture, predvsem literature. Potem je na vrsti že Slovenska matica, glasbena matica v 70-ih letih, Slovenski čebelar kot časopis, ki izhaja moteno oziroma neprekinjena od 1895. leta. No in potem pride na vrsto motiv čebele v slovenski slovstveni folklori. Tukaj je nekaj zelo navihanih pripovedi o nastanku čebel, o zgledu čebel za ljudi. Imamo tudi nekaj folklornih pesmi, predvsem so pa folklorni obrazci tukaj najbolj na udaru. Predvsem veliko je pregovorov. Jaz sem se trudila, da bi vse zbrala, pa sem pomagala, ker bi to bilo začelo knjigo gradiva lahko. So pa drugi izdali že tudi knjigice na to temo. Potem nisem želela nekako zatajiti, nisem pa vsega zbrala, sem prepričana, da ne. Stanovske spominske literature o čebelah so posamezni čebelari, ki so se želeli izpovedati tudi skratka besediti svoje doživljanja o svojem delu. Andrej Mrak, Janez, skratka, to vam verjetno nič ta imena ne povejo. Vseeno bi pa želela omeniti Jančko Šumenjak, ki je do konca svoje smrti čakala na tole knjigo. Še en teden prej sprašvala, kdaj bo išla. Namreč to je pesnica doma iz Poljanske doline, zelo mlado se je preselila v Slovenske Gorice in že doma so imeli čebele na njenem novem domu pa tudi. In zelo veliko čebelarstvo, tako gospodarstvo vredno, ne samo za nedeljsko čebelarjenje. In je tudi spremljala do konca pač to panogo in tudi pisala pesmi na to temo. No. Potem pa pride čebelja motivika v izrednih razmerah, tukaj je tudi kar nekaj avtorjev navedenih. Želimo omeniti meni zelo ljubo Milko Hartmann z Koroške, pa še marsikaterega drugega, Ančko Šumenjak je seveda tudi zraven, Vojteh Kurnik je med prvimi iz Tržiča doma, skratka Prešernov sodobnik. No, Jakoma Zupana ne smemo prezreti tukaj, ker je tako Budico, skratka je napisal in temu je sedel tudi Prince Prešeren.
Potem celo igre imamo, čeprav tukaj prav ta umetnost je najmanj nekako zaživela. Pač je pa zelo, zelo bogata čebela v slovenski literaturi, od Urbana Jarnika naprej in številnih drugih, samo da jih naštejem, Jožef Žemlja, Leopold Volkmer, France Prešeren, Župana smo menili, Kosmač, Miha Kastelic, Valjavec, Stritar, Gregorčič, Morn, Golar, Župančič, Gradnik, Kosovel, Dušan Ludvik, Valantič, Mitja Šarobon, Jože Dular, Rafko Vodeb, Erik Kovačič, Leopold Stanek, Manko Golar, Ivan Minati, Anton Vodnik, Roža Gantar, Jože Cukale, Janez Kolenc, Tone Pavček, Miroslav Slano, Franč Črnigoj, pa še bilo. V prozi pa ravno tako. Začelo se je s Martinom Slomškom, potem Fran Levstik, Zorko Simčič, Jožef Smej, tukaj niso kronološko navedeni, pač pa po notranji logiki motivike, Ivan Pregel, Josip Jurčič, Janez Jalen, no tukaj pa naj le omenim njegovo tetralogijo v Zarji, v prvi Ovčan Marko, ima zelo lepe scene, prav pri Čebelnjaka, prav poetične. Franc Leško Finžberg, Ivan Cankar je zelo, seveda, kaj bi rekla, socialno-kritično črtico napisal o nesrečnem lastniku enega čebelnjaka, Tone Šifrer, Jože Munih, Jože Udovič. Potem imamo tudi motiviko čebele slovenske mladinske književnosti, nisem mogla mimo nje. Neki skrivnostni AD, ki ga še nisem razkrila, je tukaj vključen, potem moj rojak Vokmečka, da sentimentalna Leopold Suhodolčan in na drugi strani Vladimir Kavčič, potem Darinka Sirke pa tudi posvetila pesmi svojemu vnukom na to temo. Potem čebela v etnologiji, odkud izhajam, ste mogoče največ pričakovali na to temo, ampak o tem je pravzaprav že tudi največ napisano. Predvsem se mogoče tukaj čakate na Črnenske panjske končnice, da sem se tem skoraj izognila, pravzaprav sem se že hotela, ampak potem se mi je pa le vest zapekla in sem tudi to vključila, ampak vendar tudi že z novimi ugotovitvami na to temo, ker v obdobju slovenskih panjskih končnic oziroma v obdobju raziskovanja slovenskih panjskih končnic se je slovenskemu čebelarstvu pravzaprav res slabše pisalo. Takrat je nekako bilo obdobje, ko se je zdelo, da je čebelarstvo res še samo neke vrste nedeljski luksus, ni pa bilo neke, to zdaj improviziram, prosim, torej nisem na tem napisala, ampak mi je žal, da nisem šla preverjati te konotacije med sebojne. Takrat se je zdelo, da bo to samo nekaj lepotičnega, nekaj, skratka za zabavo. V ozadju tega pojava so pa posamezni resni raziskovalci oziroma tisti, ki se ukvarjajo s čebelami kot gospodarsko panogo, že trepetali, kaj se bo dogajalo, ali bo to čebelarstvo v Sloveniji še imelo svojo ceno, kot je kdaj že imelo ali ne. In potem je poglavje prav s tem namenom, poglavje čebele v gospodarstvu, tega nisem tako temeljito obdelala, ker se ne čutim sposobna, niti dolžno. Obstaja pa ena druga knjiga na to temo o posameznih čebelarjih, ki so zelo veliko storili za slovensko čebelarstvo. Jaz sem tukaj naredila samo neke vrste signale. Predvsem sem pa hotela poudariti prav to prizadevanje novejših generacij, biologov pa agrarnih strokovnjakov, kaj se bi dalo narediti, da bi čebela pridobila tako ceno, končno pa tudi, da bi obstala. Ne samo, da bi pridobila, da bi jo izkoriščali, ampak če bo čebela obstala, to pa zelo jasno povedano bilo že nekajkrat, ne samo v gospodarstvu, pač pa tudi v politiki bo obstalo tudi človeštvo. No, mimo grede, kot neke vrste zanimivost, ne vem, eni veste, mogoče drugi ne, zelo je postaja popularno urbano čebelarstvo, to se pravi v mestih, tudi v Ljubljani imamo že na vrhu tukaj le gor, nekje bi se, ampak da ga vzeli ne vidimo,
so čebelnjaki notri v knjigi odblizu fotografija, pa tudi obstaja že samostojno društvo, čež da je na podeželju že toliko teh umetnih gnojil pa škropil vseh vrst, da je v mestih tega celo manj in da z tega vidika je tak med lahko bolj kvaliteten. Jaz tukaj prepuščam strokovnjakam stališče, tukaj jaz ne morem ne presojam tega. Skratka ne. Prav zato je še eno poglavje namenjeno tudi čebeli in politiki. V tem je seveda poudarek na prvem dnevu, svetovnem dnevu čebel, ker sem želela to vključiti, če sem že zamudila roki za izid te knjige pravno takrat, da tako vključim to lepo priložnost tudi v to, pač v to knjigo, da so na ta način obdolžili temu dnevu. No, in to je to, v bistvu to je nekaj vrste povzetek. Hvala lepa. Hvala za aplavz, več kot zaslužen. Vidimo, da je ta knjiga res rezultat 10-letnega raziskovanja. Še več pravi dr. Stanonikova. Iz njenega povzetka ste lahko razvideli, da je knjiga izjemno gradivo, v njej izbrano izjemno veliko materijala, virov, referenčnega gradiva, ki govori o čebelah in čebelarstvu, tako da je lahko dragocen pripomoček, priročnik, tudi ob marsikateri priložnosti, ko želimo o čebelah spregovoriti. Predvsem pa je njeno izjemno poslanstvo v tem, kar tudi zaključuje avtorica oziroma sporoča zadnjim stavkom, da bo človeštvo živelo tako dolgo, dokler bo živela čebela. In nekako se zdi, da so prav ta imenitna knjižna sporočila, ki so na nek način simbolna, ki o čebeli spregovorijo posredno, skozi metaforo, skozi spraševanje o njeni vlogi v literaturi in kulturi, da so prav ta sporočila tista, ki v človeku vzbudijo ta pozitiven odnos do čebele, občutenje, da moramo za njo nekaj storiti tudi v našem vsakdanjem življenju. Ste še nekaj dodali? Izvolite. Ja, moram priznati, da bi srčno rada tudi še dodala zraven vlogo slovencev čebelarjev po svetu v zamestju. To sem popolnoma izpustila, pa mi je to zelo veliko časa vzelo. Skratka, zelo sem se trudila, da bi res bila ta knjiga nekako celostna, da ne bi zgrešili naših rojakov zunaj Republike Slovenije. In smem reči ponosna na to, da se je to posvečilo skupnimi močmi, tako da so vključeni. Ker ni dolgo tega, ker je bilo ustanovljeno čebelarsko društvo na Tržaškem, prav zaradi vzdrževanja slovenske identitete. Potem na Koroškem je bilo in nekaj zelo, zelo pomembno čebelarstvo in je tudi zgodovinsko prikazano v tej knjigi. Potem vsaj simbolično je predstavljeno tudi čebelarstvo v Porabju, pa v Gorskem Kotarju. Mi pozabljamo, da so naši ljubi Slovenci tudi v Republiki Hrvaški. Samo smo žal to nekako zanemarili dolgo leta, jaz pa nočem in ne želim timo tega. Potem se pa tudi Slovenci po svetu, res zelo me veseli, da so se zelo lepo vključili v sodelovanje pač v knjigo Rojaki iz Avstralije. Tam je bilo največ takega gradiva, ki sem ga lahko uporabila v besedilo, manj pa žal v fotografijah, čeprav sem ga zelo veliko dobila, pa z velikim, z veseljem so ga pošiljali, ampak je bilo premalo kvalitetno za objavo. Pač pa sem bila zelo navdušena nad nekaj fotografijami iz Združenih držav Amerike pa iz Kanade. Ko se je že nekako zdelo, da
ne bom dosegla tega, kar sem si želela, namreč jaz sem se lotila tega tudi zaradi tega, ker me je zanimalo, ali naši rojaki po svetu skozi tako opevano čebelarstvo nekdaj, vendarle to našo entiteto vključuje v svoj narodnostni habitus. No in iz Avstralije naši rojaki so si pomagali tako, so upali mi v sreči na ta način, da so mi predstavili svoje čebelarsko, pač svoje panje, ki so dolgočasni, mimogrede rečeno, ampak so ga oplemenitili z aranžmajem, spominskimi aranžmaji, ki jih prinašajo ali pa jih in drugi prinašajo iz Slovenije. Naprimer, ribniški pušac, veste, kaj je ribniški pušac? Ta drobni spominki ribniških izdelkov, ali pa miniature panjskih končnic, ali pa nagelj, ki seveda je avstralski, no, predvsem pa slovenska pa avstralska zastava, skratka se zavedajo te dvojne identitete, kar je seveda vredno in prav. No, to je bilo za Avstralijo. Žal nisem komaj eno fotografijo, smo usilili pravzaprav zaradi kvalitete, namreč je bilo zelo problematično, vse bo posrečilo, ampak strokovnjaki oziroma, kako se imenuje podjetje, prosim, da povem, skratka, strokovnjaki iz podjetja Porco so zelo potrudili, da ko so pripravljali to knjigo za objavo, da so odlično se izpeljali to rešitev, res iskrena hvala. So delali fotografije. Ja. Potem druga taka lepo priložnostno dogodek je bil, to je bil pa res lepo, iz Kanade sem dobila fotografijo panjev, ki so pobarvani v barvo slovenske zastave. To se pravi, ne da sem šele jaz jih nekako ozavestila, kaj se da, ampak so oni že na lastno pobudo s panji dokazovali svojo, našo slovensko identiteto. Še bolj je pa zanimiv tukaj tak lep dogodek, kako je do tega prišlo. Pač naši izseljenci so bili na obisku v rodnem Prekmurju in ko so se vrnili nazaj na svoj dom, so našli v stanovanju čebele. In oče, ki je bil že nekdaj v čebelah, že s čebelami imel pač opravka, je vedel, to je pa roj, ki je prišel v stanovanje preko dimnika. In je potem te čebele spravil v neko škatlo in potem se je začelo razvijati naprej njihovo čebelarstvo, tako da imajo danes ne vem koliko panjev in še veliko svojih rojakov je na ta način nekako navdušil za čebelarstvo. In to mi je mama, žena tega gospoda, sem hotela, da mi je to v živo napisala na roke, tako da je to tudi objavljeno v tej knjigi kot prvovrsten dokument. No, drugo tako lepo doživetje je pa bila fotografija slovenskega čebelnjaka, ki jih v Sloveniji očitno ni več, ker jih nisem nobenega več mogla najti. Skratka, tak gorenjski čebelnjak v Združenih državah Amerike, da je naredil tam nekje na robu nekega gozda, vse to pokaže po fotografiji, in posamezne panje pa imenoval po tetah, skratka po slovenskih sorodnicah, Agata, Mička, ne vem katera, skratka nekaj nekaj navedeni. Tako da posrečeno, ampak gradivo po svoje, to je to. Moram pa še to povedati, da to knjigo je prvi dobil v roke slovenski, argentinski Slovenec, ki je takrat šla pač v Argentino in smo jo nesli tja in je on bil prvi, ki je dobil zahvalo za sodelovanje to knjigo iz mojih rok. Tako da so lepa tako doživetja. Skratka, čebele mi še delajo, veselje. Hvala. Prav to poglavje povezanosti seveda čebel in čebelarjenja, čebele kot tiste, ki povezuje Slovence po vsem svetu, je nenazadnje tudi poslanstvo Slovenske matice. Rada bi morda za zaključek samo še poudarila,
da je knjiga posvečena tako prvemu svetovnemu dnevu čebel, kot tudi 80-letnici Slovenske akademije znanosti in umetnosti, ki je knjigo tudi delno pomagala izdati, finančno podprla, tako da bi se ji ob tej priložnosti rada iskreno zahvalila. Enako bi se želeli zahvaliti številnim res izjemnim sodelavcem, ki so brezplačno, zato jih vabim, če so danes tukaj, da v zahvalo dobijo vsaj izvod knjige, prispevali svoje fotografije, da je nastala ta knjiga, ki jo imamo danes pred seboj, sodelavkam z ZRC SAZU-ja, ki sta pripravljali fotografsko gradivo, tudi našim sponzorjem, to so bili Medex, potem odvetnik Milan Vajda, pa Čebelarstvo Božnar, podjetje Pot, ki ga je omenila, ki je pripravilo prelom te knjige. Brez njih knjige dejansko ne bi bilo, ker ni imela subvencije naše agencije za knjigo. Verjamem pa in prepričana sem, da je nekaj imenitnega, da je to lep, čudovit uvod v novo knjižno leto Slovenske matice in da vam bo, tako kot so čebele v veselju vsem nam, ki tukaj sedimo, tale knjiga o čebelah v veselju tudi vam. Zdaj pa prepuščam besedo za kakšno vprašanje. Izvolite. Smo bili tako izčrpni? Morda še kdorkoli, če ne pa se zahvaljujem našim današnjim gostom in vas vabim že v ponedeljek ob 9. uri znova na Slovensko matico. Takrat bomo praznovali 155-letnico obstoja Slovenske matice. Častni pokrovitelj naše prireditve, tudi predsednik države Slovenije, Republike Slovenije Borut Pahor, ki bo imel tudi pozdravni govor na naši slovesni akademiji. Sledil bo program, 11-urni program do 8. zvečer. Predstavili se bodo vsi naši odseki. Program je na voljo tudi na naši mizici, tako da ste vabljeni, da si ga vzamete seboj. In predvsem bi rada poudarila danes ob tej knjigi, seveda, da bo predavala o čebelah tudi naša današnja avtorica, profesorica dr. Marija Staron. Hvala, da ste prišli v takem številu. In se vidimo v ponedeljek, kaj ne?